Zdaj pa se pejmo igrice na hiter. Janšev Janezek izredno rad toži ljudi. Pa dajmo ugibati, koga toži zdaj. Je to spet pojoči major Troha? Mora biti časopis Delo. Mladina? Ne. Slovenska domobranska stranka toži državo. Ker ne veš več, koga bi tožil, greš po spisku lepo. On je kot Oprah. Ti dobiš tožbo, ti dobiš tožbo, ti dobiš tožbo, vsi dobite tožbo. In zakaj nas toži? Jerca, razsvetli me. SDS je na zadnjih parlamentarnih volitvah pred 2 letoma dosegla slabši izid, kot bi ga, če njenemu prvaku ne bi bilo treba v zapor zaradi pozneje razveljavljene obsodbe v procesu Patria, trdijo. Janez je še zmeraj jezen, ker ga je 2 let nazaj premagal Smerar. Sej bi tudi bil. Da si tak decka Janša, pa da te prešiša tak po cuzlju. Jaz ga razumem. Ampak tle je en problem. Janez se ne zaveda nečesa. Tudi bi on v zaporu ni prekletstvo, ampak blagoslov. On je zaradi te kazni dobil večji in bolj zvest fan klub, ki ga ima sam Werner. Pa smo videli, kaj so zmožni Wernerjevi oboževalci. Mogoče bi bil zdaj premier, ne pa imel pristnih oboževalcev, ki bi šli zate na drug konc sveta. Dokler jim plačaš avtobus pa sendviče. Pa še to, Janez. Kdaj bi ti napisal prvi del Noriškega kraljestva, če bi bil premier? Mi smo ti plačali kreativni dopust, kjer si lahko ob zvokih Krkovičeve kitare napisal najboljšo knjigo o... Pitaj Boga, o čem pišeš te knjigi, nisem bral. Ampak nimaš razloga, da tožiš kogarkoli, Janez. Bodi bolj hvaležen za stvari, ki ti jih prinese life. Veš, da bi pa mogel tožiti koga, če že. Mi, Janez, Slovenci bi mogli tožiti državo, ker na volitvah nimamo koga voliti. Zmerano pokvarjeno robo imamo na izbiro, ne glede na politično usmerjenost. Isto. Ni. Kaj v menzi, ful hrane v pultu. Na koncu pa zbereš med prekuhanim rižem, usmrajenim brokolijem pa poranim zrezkom stitovih cajtov. Jaz te razumem, Janez, da bi rad cash, ne? Verjetno je 900 jurjev lih tista provizija od Patrije, ki je nisi dobil. Ampak to ni vse, kar je SDS ta teden naredil. Ful so produktivni zdaj, takoj po dopustu. Najbolj simpatični ministrici v zgodovini Slovenije, Milojki Kolar Celarc, se namreč trese stolček. SDS in SDS2, Nova Slovenija, sta vložili vsaka svojo interpelacijo proti njej. Kje ga je pa pokakala Milojka? Nepriprave ključne zakonodaje na področju zdravstva, odgovornosti za slabo finančno stanje v slovenskem zdravstvu, odgovornosti zaradi neukrepanja na področju podaljševanja čakalnih dob. Tako je. Milojka bluzi z reformami, denar meče skozi okno, pa še čakalne vrste so nečloveško dolge. Verjeli ali ne, tle se strinjam z SDS ali pa Novo Slovenijo. Tu je sicer malo zmede glede tega, kdo se je prvi spomnil interpelacije. Najprej je Nova Slovenija nekaj sikala, da bojo vložili interpelacijo, potem je SDS sama vložila svojo, Nova Slovenija pa je bila jezna, ki jim kradejo fore. Jaz vidim tistega poslanca SDS in NSI, ko sedite skupaj. Napiše NSI-ovc interpelacija Kolarjeve. In narobe prebere. Hiter, felacija Kolarjeve. A ja, ne, interpelacija Kolarjeve. Kaj to pišeš? Piši bolj razločno. SDS je študentka na faksu, ko se prepiše od tebe, pa dobi 10, ti pa 8. Dajmo vprašati strica Vrtovca, če bo Nova Slovenija podprla interpelacijo strani SDS. Ne moram se zahrohotati, se bom pa nasmejal. Sporedno ciljem Nove Slovenije smo se na poslanski skupini Nove Slovenije odločili, da ne vložimo svoje interpelacije v parlamentarno proceduro. Nova Slovenija je en dan govorila, da ne bojo podprli SDS, ker so prepisali njihovo foro, naslednji dan pa so si premislili, ker to je stranka, ki je neumajna in odločna in nikakor ne samo satelit SDS. Zdaj, kakorkoli že leve in desni v opoziciji se strinjajo, da je skrajni čas, da Milojka spoka. Tudi državljanom se zdi, da rabimo novega ministra. A Miro se ne da. Milojka je njegova frendica in ne glede na to, kako je nesposobna, jo obdržal. Pa še rabi dodatna pojasnila, ne moramo kar tako, ne moramo nekaj iz glave. Zdaj, skočimo na hiter čez lužo. Amerika se vedno bolj vneto pripravlja na predsedniške volitve. Kaj čaka Združene države po novembru? Jih čaka nova 4-letna vladavina pošasti Star Wars ali jih morda čaka nova 4-letna vladavina stroka koruze? Pa dajmo na hiter obnoviti
ameriško predsedniško vladavino, da vidimo, ali lahko nova predsedniški kandidat in kandidatka nadgradita delo velikih predsednikov iz preteklosti. Veliki predsedniki. George Washington, prvi ameriški predsednik in osamosvojitelj Združenih držav. Lahko bi mu rekli ameriški Janez Janša. Abraham Lincoln, 16. predsednik Združenih držav Amerike. Zavzemal se je proti suženjstvu, enemu največjih madežev v zgodovini človeštva. Theodore Roosevelt, dobitnik Nobelove nagrade za mir, ki je poskrbel za rešitve pri rusko-japonskem konfliktu. In danes Hillary Clinton, ki zna odpreti kozarec kumaric. In Donald Trump, ki je izrazit talent v imitiranju ljudi s posebnimi potrebami. Srečno na volitvah, Amerika! Srečno na volitvah! Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.